Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da nas poslušate. Danes je četrtek, 5. februar 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Kaj Mariborčani in Mariborčanke menijo o zeleni olimpijski kolekciji Slovenije in koliko medalj za Slovenijo napovedujejo na zimskih olimpijskih igrah? Objavljamo še zadnjo, 8. reportažo iz mariborskih trgovskih centrov. Jelka Godec in Darko Krajnc, opredelite se. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. V petek se bodo v Italiji začele 25. zimske olimpijske igre. Mimoidoče na mariborskih ulicah smo povprašali o napovedih glede slovenskih olimpijskih kolajn, o njihovem mnenju o odmevni olimpijski kolekciji reprezentance, ki razdvaja zaradi svojega dizajna in zelene barve. Vprašali smo jih tudi, kako vestno bodo spremljali igre in ali se morda spomnijo, da je Katja Koren kot zadnja Mariborčanka osvojila olimpijsko medaljo. Na terenu sta bila novinarka Zala Bedenik in snemalec Alen Rojht. Koliko medalj misliš, da bo Slovenija osvojila na letošnjih olimpijskih igrah? Tak 6 do 7. Minimalno 15. Jaz mislim, da vsaj 6. Če gledamo malo optimistično, računamo pri ženskih smukih, računamo mogoče tudi pri moškem smuku, seveda pa največ računamo na smučarskih skokih, tako pri ženskah kot pri moških, pa tudi ekipno. Mogoče 2, 4. Kakšna se vam zdi slovenska oprava? Zanimivo. Z ozirom na to, da so zelene barve, ne? Mi smo sicer Mariborčani, smo bolj vijoličasti, zelena nas spominja bolj na Olimpijo. Mislim, da je ful lepa, zelo lepe barve. Všeč mi je ta zelena, ker predstavlja naše Pohorje. Zelena Slovenija, to je to. Oprema, tako da letošnja, tudi vsa leta nazaj, ki smo bili na olimpijskih igrah, je bila verjetno vedno tako elegantna, lepa, istopajoča, pa primerna za Slovenijo in za slovenske športnike, olimpijce seveda. Naše barve, ne? Reda. Ja, cool, fajn zgleda. Rede, elegantno, mislim, se nikaj dosti drugačno kot prejšnjo leto, se mi zdi. Katera je zadnja Mariborčanka, ki je osvojila olimpijsko kolajno? Zadnja Mariborčanka, mislim, da je Katja Koren, če se ne motim. Ilka Štuhec pa nažalost še olimpijske kolajne nima, upam, da bo letos dobila. Ja, mislim, da je to bila Ilka Štuhec. Katja Koren? Ne. Ilka Štuhec. Ilka Štuhec? Korenova. Kaj pa so vaši najlepši spomini na olimpijske igre? Olimpijske igre pravzaprav spremljam to, kar se dogaja v Evropi, se pravi Sestriere, zdaj St. Moritz, Milano. Teda samo vzdušje, olimpijsko vzdušje, navijanje in pa seveda predvsem vzdušje gledalcev. Moj najlepši spomin zagotovo še na tiste prve iz časa Jugoslavije, Jureta Franka v Sarajevu, kjer so imeli rajši Jureka kot Bureka. Nisem gledal preveč do prejšnjih let, ampak to letos pa začnemo. Zdaj na zadnje imam v glavi Pariz. Scena mi je bila zanimiva, otvorita. Tina Maze. Večerovi novinarki Jasmina Cehnar in Barbara Bradač sta v minulih tednih obiskali 8 mariborskih trgovskih centrov in s pomočjo fotoreporterjev in snemalcev pripravili 8 zanimivih in obsežnih reportaž. Danes objavljamo zadnjo, 8. iz trgovskega centra Jager. Če Europark stavi na svojo lokacijo, velikost in parkirišča, Ikona center na lifestyle ponudbo, E-Leclerc pa na raznolikost, bi lahko rekli, da je adut centra Jager v Melju domačnost. V centru Jager družinsko podjetje pod eno streho in enim imenom združuje ponudbo živil, tehnike in tekstila. Podjetje Jagros se je številnimi manjšimi in večjimi trgovinami osredotočilo na štajerski trg in našlo svojo formulo za uspeh tudi v Mariboru, kjer kar nekaj trgovskih središč ne živi polnokrvno. V Jager pa se stekajo ne le okoliški prebivalci, ogromno je tudi kupcev iz sosednjih, bolj ruralno usmerjenih občin. Ob našem obisku minuli petek je tam vladal izjemen, netipičen vrvež z ogromno upokojenci, ki so komaj našli parkirno mesto in zapravljali pravkar nakazano pokojnino. Preberite reportažo v časopisu, na spletni strani pa si lahko ogledate tudi video reportažo iz vseh 8 trgovskih centrov. Na kanalu podcasta Večer zjutraj ter na naši spletni strani in Večerovem YouTube profilu smo včeraj objavili drugega od 5 predvolilnih duelov,
ki jih bomo objavljali do 22. marca, ko sledijo parlamentarne volitve. Novinar in urednik Tomaž Ranc je tokrat soočil Jelko Godec iz stranke SDS in Darka Krajnca iz Gibanja Svoboda. Ali je politika res brutalen ring, v katerem nekateri trpijo, drugi pa le odgovorno opravljajo svoje delo? Od vročih vprašanj o čakalnih dobah v zdravstvu do osebnih razočaranj ob odhodih vidnih politikov, soočenje je prineslo neposredne odgovore na vprašanja, ki razdvajajo slovensko javnost. Drugi duel torej najdete na vseh naših spletnih platformah, v petek pa tudi v tisku. Zdaj pa objavljamo še kratka audioposnetka, v katerih smo kandidata na volitvah pozvali, da se opredelita do 7 kratkih vprašanj. Najprej bo svoje odločitve predstavila Jelka Godec, sledi odgovori Darka Krajnca. Ja, pejta ven, da neš poslušaš golfov pol. Kandidatka, opredelite se. Naj predsednik republike. Borut Pahor. Naj premijer. Janez Janša. Naj poslanec. Zvone Černač. Naj svetovni voditelj. Helmut Kohl. Naj prigrizek ob 2 zjutraj. Ga ni. Naj slovenska pesem za Eurovizije. Nuša Deren, da ta Energy. Naj slovenski nogometni klub. Celje. Kandidat, opredelite se. Naj predsednik republike. Dr. Janez Drnovšek. Naj premijer. Dr. Robert Golob. Naj poslanec. Tamara Kozlovič. Naj svetovni voditelj. Ali voditeljica? Voditeljica. Tu sem v dilemi. Svetovni voditelj. Bill Clinton. Naj prigrizek ob 2 zjutraj. Špageti. Naj slovenska pesem za Eurovizije. Energy. Slovenski nogometni klub, za katerega navijate. NK Maribor. To je bil nekoliko krajši večer zjutraj 5. februarja 2026. Vabimo vas k poslušanju duela, če mu še niste prisluhnili. Seveda pa danes objavimo tudi novo epizodo podcasta Ringelspiel. Z vami sem bil tokrat Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani spletni večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odsteti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.